Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav iz Kidričevega. Hitro smo se torej preselili v športni park Kidričevo, pred nami pa že druga tekma tega 14. kroga. Nekoliko se je vse skupaj zavleklo na tisti prvi tekmi, ki je bila napeta vse do konca. Krif že na polovici Celja, pogumen začetek za Aluminij Marinšek. Igra se seli na desno stran, kjer bo danes poskušal biti nevaren Matjašič, pa prva priložnost na tekmi. Kidrič je prišel do strela z glavo, tule prepovedanega položaja, kot kaže, ni bilo. Ja, lepa žoga zdaj v sredino, Kidrič si jo je zaustavil, našel Džerleka. Kaj lahko stori Džerlek? Džerlek proti oddaljenejši vratnici, znova pa potem na pravem mestu Radoha. Božič tako je pogledal v napad, tudi poslal dobro žogo. Žan Medved lahko zaključi in žoga mimo leve vratnice, ostaja 0:0. Obramba Aluminija danes zares dobro opravlja svoje delo. Ampak te podaje za hrbet so nevarne, no, in če je v prvem primeru zgrešil vrata Jan Žekoviča, Medved pa je zdaj Celje prišlo do vodstva. Krasna podaja je bila v prostor to in Božič je bil tisti, ki je zadev. 43. minuta, Celjani prihajajo do vodstva. Ivan Božič pa do svojega petega zadetka v tej sezoni, ob tem je upisal še 3 podaje, tako da je zares razpoložen. Vidite vse skupaj tudi na vaših zaslonih. Zelo podobna situacija tisti iz 40. minute. 49. minuta, precejšnja oddaljenost od vrat, žoga Krefla, pa dobra natančna Raduha se je izkazal z obrambo. Dobro je reagiral Benedičič in tole je proti napad. Božič je krenil, ni potrebno menjati, v kakšni formi je Božič. Božič, Medved do strela in nič ne bo situacijo za izenačenje, ampak Radoha se je takrat izkazal. Zdaj pa priložnost za Celjane. Božič je že v kazenskem prostoru, lahko poda pred vrata, lahko poda v kazenski prostor. Sokler in odlično Luka Janžekovič. Gospod Drobne, dva povsem različna polčasa, kar se tiče konkretnosti, glede posesti, glede tega, kaj mora Aluminij narediti, naprimer, da bi povezal dva takšna polčasa, kot je bil tale drugi? Eno je priprava na tekmo, druga je pol realnost. Prvi polčas pač smo v določenih segmentih igre malo slabše odreagirali, predvsem pri pokrivanju smo bili malo slabši, ampak v redu, ni bilo, nasprotnik imel, strani so imeli malo več posesti, ni pa bilo nekim, rekel, izrazitih priložnosti do gola, spretno so nam zabili gol. Ja, drugi polčas pa smo dominirali na stara zgodba, ustvarjanje priložnosti in nažalost neučinkoviti, ampak moram pohvaliti fante danes. Že tudi v prejšnjo tekmo v Murski Soboti, tekaško zelo dobro, agresivno, zopet smo padli na mali stvari in moramo ustrajati, eno je, da ne bi prihajali priložnosti, tako pa moramo ustrajati, imamo neki, ampak ti nogometni bogovi nam bodo pa res mogli počasi še neki naklon, da bomo tudi kaj gol dali, malo bolj na silo ali pa na srečo. Ostali ste pri 11 točkah, nekako se zdaj zaostanek veča za tistim 8. mestom, pa forma ni takšna, kot bi si želeli. Kakšna je energija v slačilnici? Kaj vam nekako sporoča fantje s telesno govorico, kako naprej, kako spreobrniti rezultate? Jaz bi rekel drugače. Forma je dobra. Fantje zelo dobro delajo na treningu. Igramo dobro, enostavno, mislim, atmosfera v slačilnici je v redu, tudi zdaj po tekmi povedali, glave gor, gremo dalje. Naslednji teden je nova preizkušnja, nov izziv, moramo zadržati ta nivo treninga, moramo zadržati ta nivo igre in nas bo nagradilo. Enostavno, moramo pač zabiti, ne? Sej ni druge filozofije, danes smo si absolutno zaslužili gol. Ne vem,
ne vem, kaj bomo mogli jim dati za spiti, za pojesti ali pa nekaj, da bomo, ne gol na silo bo treba dati, da se nam bo odprlo. No. Ampak danes je bila ta neučinkovitost spet malo, ampak se pravim, prejšnjih 2 srečanjih smo zabili 4 gole. Gremo dalje, z glavo gor in iskati točke druge. Kapetan Luka Janžekovič, ni se išlo po vaših željah, v drugem polčasu ste zelo pritiskali. Kaj je zmanjkalo, da bi vseeno prišli vsaj do izenačenja? Pa zmanjkala je neka športna sreča. Mogoče tudi neka večja koncentracija pri zaključku, drugače pa drugi polčas z naše strani bistveno drugačen. No. In bistveno bolje smo izgledali, kot zdaj že bom rekel kar nekaj tekem tudi. No. Tako da moramo na tem graditi in gremo naprej. Kakšna pa je zdaj energija? Rezultati v tej sezoni nikakor niso takšni, kot ste si predstavljali, želeli pred začetkom sezone. Definitivno, mi smo prejšnjo sezono smo čisto drugače zaključili, kot smo novo začeli. In mislim, da je seveda neka psihološki moment ni najboljši, ampak moramo delati, moramo se zavedati, da smo sposobni, da lahko igramo z vsakim in seveda kar nekaj stvari treba spremeniti. In jaz mislim, da bomo samo z dobrim delom na treningu in konsistenco in samo, bom rekel, pravo željo, to, ko smo pokazali drugi polčas, nadgradili ta polčas in tudi potem rezultat ne bo izostal. Simon Sešljar, čestitke za drugo zaporedno zmago, znova z izidom 1-0. Tokrat ste dosegli zadetek že v prvem polčasu, v drugem delu pa ste se uspešno branili. Je bilo navodilo fantom, da se postavijo bolj nazaj, vsaj tako se je z roba igrišča zdelo, da so se Celjani povlekli nazaj po prvem polčasu? Ja, nikakor ni bilo navodilo, pa niti naša želja, da igramo tako, ampak v nekem momentu te nasprotnike enostavno prisili, da se moraš braniti z vsemi močmi. Spet smo imeli neko željo, da te zadeve, to bolj odprto varianto nasprotnika probamo čim prej ali pa da sploh kaznovati. Imeli smo neke priložnosti, tu moramo biti bolj konkretni, ko se nam dejansko ponudi priložnost in lahko zadevo rešimo, bi pa predvsem izhajal iz enega zelo dobrega prvega polčasa, predvsem kar se tiče v smislu kontrole in tega, kar smo si želeli. Tako da ja, drugi polčas pa tako kot ste rekli, velik pritisk, želja ni bila, ampak se pa je treba obraniti, treba je biti na mestu v situacijah, tako da vse čestitke še enkrat igralcem za prikazano. Omenili ste, treba se obraniti in to je danes vam uspevalo odlično. Kaj pomeni druga zaporedna tekma brez sprejetega zadetka iz vašega zornega kota? Ja, veliko. Z vsako tako zmago, vsako tekmo, ki je uspešna, ekipa dobiva na samozavesti, na tem, da se zavedajo, da tisto, kar delajo dobro, da je prava pot. Mi smo trenutno v tem, verjamem, da bojo fantje se ne bojo zadovoljevali z malimi stvarmi, da bojo jo delali še naprej. Tako kot delajo, probati še biti boljši v nekih situacijah, tako da zaenkrat je pa sigurno dobro, da smo prišli iz neke negativne situacije, vedno bolje je. Tako sem rekel, zelo pomembno, samozavest definitivno raste iz tekme v tekmo, ko zmaguješ, tako da upam, da bo tako tudi naprej. Čestitke za zadetek in za zmago, znova z 1-0. V drugem polčasu ste se povlekli nekoliko nazaj, je to bila zahteva trenerja? Pa iskreno nismo se povukli, nego nismo htjeli primiti neki glupi gol. Htjeli smo naravno pobjediti utakmicu, što nam je bila jako bitna. Malo smo stali iza, ali imali smo neke situacije koje bi trebali u budućnosti bolje iskoristiti, već zabiti drugi gol i pobjediti utakmicu sigurno. Ali, kažem, težak protivnik, na kraju 3 boda bolje ne može.